Otroške dude z delci, ki zlahka odpadajo, pa otroški dežni plašči in kozmetika, ki vsebujejo strupene, prepovedane spojine. Evropski komisar za pravosodje je šokiran nad rezultati evropske raziskave, kako nevarne izdelke prodajata vse bolj priljubljeni kitajski platformi Shein in Temu. V Unijo iz tretjih držav dnevno prispe 12 milijonov paketov z nizko vrednostjo, evropski sistem za opozarjanje pa je lani prejel več kot 4000 opozoril, dobro tretjino glede kozmetike. In kaj zdaj? Kakšni bodo ukrepi? Tjanša Dogolin. Le redki, kot kaže, danes še nimajo izkušnje s spletnima tržnicama Temu in Shein. Enkrat pa sem rekla, da ne bi več. Nisem imela dobro izkušnjo, no. Ni kvaliteten. Prek Temuja sem naročil sam 1-2 pa to ni zame. Ne da se mi iskati. Nič ne rabim v bistvu, tako da pa sem nehal naročevati. Ja, še kar redno, ja. Ja? Tako, mislim, pozitivna izkušnja, glede na to, da iz Kitajske, marsikdaj pride prej preden naročilo iz Evrope. Naročujeva take drobnarije, tako da nič tako. Oblačil bolj ne, tukaj kupujeva zaradi tega, da pač lahko izkustva in tako. V nedavni evropski raziskavi pa so odkrili več zaskrbljujočih izdelkov z omenjenih platform. Otroške dude z odpadajočimi kroglicami, ki so nevarne za zadušitev, otroške dežne plašče iz strupenih kemikalij, pa sončna očala brez UV filtra, kratke hlače z vrvicami nad dovoljeno dolžino in kozmetiko s snovjo znano pod imenom Lilial, ki je v EU prepovedana zaradi vpliva na plodnost in razvoj zarodka. Rezultati te raziskave samo potrjujejo to, kar potrošniške organizacije že kar nekaj časa vemo. Da so lahko ljudje, ki nakupujejo pri teh kitajskih ponudnikih, bolj izpostavljeni nevarnosti, pravijo na Zvezi potrošnikov, ki zadnji 2 leti redno uvršča te izdelke v svoje teste. Mi smo pri spodnjem perilu ugotavljali prisotnost bisfenolov. Bisfenoli so dokazan, na primer, hormonski motilec, kot ste že omenili. Potem kemikalije FAS, vemo, da so karcinogene, da so nekatere prepovedane. Ne le oblačila, modni dodatki in kozmetika, nevarne so lahko tudi igrače, pa razni pripomočki, nakit. Kjer je pisalo, da so iz 92,5% srebra, se je izkazalo, da v teh izdelkih, na primer, sploh ni bilo srebra, bil je pa visoko alergena kemikalija kadmij. Medtem ko Temu in Shein zagotavljata, da jemljeta varnost izdelkov zelo resno in spoštujeta visoke standarde, pa Evropski komisar za pravosodje, ki se je zavezal, da bo zatrl prodajo nezakonitega blaga, čaka še na rezultate evropske operacije Skrivni kupec. Ta naj bi dodatno preverila že zbrane dokaze, da se kitajski trgovci na drobno sistematično izogibajo predpisom. China is the origin of a significant portion of the products that ultimately are deemed to be unsafe. Skrbi ga tudi nelojalna konkurenca, s katero platforme škodujejo lokalnim podjetjem. Bruselj zato med drugim razmišlja o odpravi carinske oprostitve do 150 €, uvedbi pristojbine za obdelavo paketov in vzpostavitvi carinske službe na ravni EU. O omenjeni problematiki naj bi prav ta teden tekla beseda tudi na vrhu EU-Kitajska. I will be visiting China in the coming months. Look forward to meeting my counterparts there and the Chinese authorities, and also stepping up our engagement with the relevant companies. Schmidt-Božičevič opozarja še na algoritme, ki potrošnike silijo k brezglavemu nakupovanju. Kot so na primer omejena zaloga ali pa neki neresnični popusti, potem, ko hočeš stran zapustiti, na primer, ali res želite stran zapustiti. Zaradi tako imenovanih temnih vzorcev nakupovanja so se nad podjetjem Shein minuli mesec pritožili na Evropsko komisijo.